Sledi večnosti. Akademija je bila priložnost za pogled na prehojeno pot, hkrati pa tudi povabilo k soustvarjanju prihodnosti škofije v duhu sodelovanja, vere in upanja. Prireditev je vodila Bernardka Radej. Za uvod nam je zbor Collegium Vocale pod vodstvom Bernardke Preložnik-King predstavil skladbo Maksimilijan Celjski, slovenske skladateljice Tadeje Vulc, ki je bila krstno izvedena ob lanskem Maksimilijanovem dnevu 12. oktobra. 7. april 2006 je bil dan, ko je bila uradno ustanovljena škofija Celje. Slovesno pa je bila razglašena 21. maja istega leta. Jubilej je priložnost za praznovanje, za ovrednotenje prehojene poti in hkrati za načrtovanje prihodnjih korakov, je v zborniku ob obletnici naše škofije zapisal sedanji škof dr. Maksimilijan Matjaž. Nova škofija ni nastala po naključju. Njena ustanovitev je bila odgovor na pastoralno potrebo časa in na željo cerkve, da bi bila bližje človeku in močnejša v oznanjevanju evangelija. Spričo spremenjene demografske strukture in manjše število duhovnikov in vernikov stojimo v škofiji pred velikimi izzivi. Iščemo nove oblike pastoralnega dela in povezovanja, ki bo omogočalo prehod od kulturnega krščanstva k osebni in zavestni veri. Posebej razveseljuje dejstvo, da se med mladimi ponovno prebujata želja po osebni veri in globokem odnosu z Bogom in Božjo besedo. V zadnjih letih, v času sinodalne prenove, ki jo je sprožil pokojni papež Frančišek, je dozorevala prenovljena vizija škofije, ki jo želimo tudi danes tukaj ponovno izreči kot naše skupno poslanstvo. V svetem duhu se prepoznavamo in oblikujemo kot dejavni in sočutni člani občestev, kot misionarski učenci in voditelji. Škofija Celje se je od vsega začetka dejavno vključevala v življenje in razvoj širše družbene skupnosti. Na to je v svojem nagovoru opozoril tudi osrednji govornik akademije, prvi celjski škof, dr. Anton Stres. 20 let škofije je trenutek hvaležnosti, pa tudi pogumnega pogleda naprej v času, ko krščanstvo ni in ne bo več kulturna samoumevnost. O tej prihodnosti ne bo odločalo to, koliko nas bo, temveč ali bodo naše župnije postale okolja, kjer verniki svojo vero utrjujejo in poglabljajo v molitvi in bogoslužju, si zanjo med seboj pričujejo ter jo z veseljem misionarsko delijo z iskalci resnice in ljubezni. Ko je Božje ljudstvo na ozemlju današnje celjske škofije postalo samostojna krajevna cerkev v okviru vesoljne katoliške cerkve, je to bil znak, da je vodstvo cerkve presodilo, da so verniki svojimi pastirji na tem področju toliko močni in zreli, da lahko prevzamejo polno odgovornost za ohranjanje in razvoj katoliške vere v tem okolju. To pa ne vključuje samo ohranjanja obstoječega, temveč predvsem zmožnost pričevanja in misionarskega oznanjevanja. Kajti ob svojem rojstvu je celjska škofija vstopila v sekularizirano okolje, ki se je od tedaj v svoji sekularnosti še okrepilo. Kot je dejal, sinodalnost temelji na poslušanju, sodelovanju in skupni odgovornosti vseh vernikov. Zato je že danes ključna naloga
oblikovanje verskih občestev v okolja potrjevanja v veri, v okolja, kjer je mogoče o veri razpravljati in se v njej podpirati, kjer se moli in kjer liturgija ni le obred, predstava, ki jo treba lepo oblikovati, temveč izkustvo bližine Boga, mreža manjših skupnosti, katoliških združenj, njihova soudeležba ter močna pričevanjska navzočnost v širši družbi. To niso dodatki, ki bi jih lahko pogrešali, temveč močno podporno ozadje stanovitne vere vseh članov. V tem kontekstu postane sinodalnost način bivanja cerkve v situaciji manjšine, kjer vsi člani drug drugega poslušajo, delijo svoja mnenja in izkušnje, razločujejo evangeljsko od neevangeljskega in sprejemajo različne stopnje odgovornosti za skupnost. V takem ozračju tudi duhovni poklici ne bi smeli izostajati, ampak bi bili potrditev živosti občestva. Sinodalna cerkev ne išče moči, temveč bližino, se ne zapira v obrambo, temveč stopa v dialog. Prav v pluralni družbi, za katero bi morala veljati stroga zapoved spoštovanja verske in nazorske svobode in svobode izražanj mnenj in nazorov, lahko postane cerkev še bolj prepričljiva, če le ostane zvesta evangeliju in hkrati odprta za vprašanja časa. Župan Mestne občine Celje Matija Kovač je poudaril, da škofija Celje s svojim delovanjem dosega širok prostor in številne ljudi. Posebej želim poudariti karitativno, socialno in širše družbeno delo škofije, ki je v tem okolju res neprecenljivo. V praksi to pomeni konkretno pomoč ljudem v stiski, tiho delovanje številnih prostovoljk in prostovoljcev ter pristen človeški stik, ki ga v resnici ne more nadomestiti noben sistem. V času, ko so družbene razlike pogosto še posebej izpostavljene in vidne, je takšna prisotnost v lokalnih okoljih eno ključnih stičišč sočutja in solidarnosti. Kot izraz spoštovanja in izročila Celja in njegove zavetniške tradicije smo pred 3 leti kot mesto prvič pristopili tudi k obeleževanju Maksimilijanovega dne. Ta je namenjen spominu na škofa, ki je bil rojen v rimski Celeji, umrl mučeniške smrti in je sozavetnik celjske škofije, pa tudi zavetnik škofij Linz in Passau. Dogodek je v lokalnem okolju izjemno dobro sprejet in razumem ga kot pomemben simbolni most med zgodovinskim spominom in sodobnim urbanim utripom, kot opomnik, da se identiteta mesta gradi predvsem na sposobnosti povezovanja. Na akademiji so predstavili tudi novi zbornik. Škof Maksimilijan Matjaž je 3 posameznikom, ki so pustili pečat, izročil najvišje škofijsko priznanje celjski kristogram. Prejeli so ga tajnik škofije Celje Klemen Sitar, upokojeni celjski škof dr. Stanislav Lipovšek in prvi celjski škof dr. Anton Stres. Slednji je svojo teološko odprtostjo in pastoralno predanostjo pomembno zaznamoval ta prostor. Dr. Lipovšek se je še posebej zavzemal za ekumenski in medverski dialog, spodbujal je versko izobraževanje, posvečal se je tudi katehetskemu in karitativnemu delu. Klemen Sitar pa je že od vsega začetka ena ključnih osebnosti vsakdanjega delovanja škofije. Ob naši lepi obletnici, 20-letnici škofije Celje, me predvsem navdaja ena velika hvaležnost za teh 20 let, hvaležnost za to, da sem bil tudi skoraj vseh 20 zelo blizu in zraven na tej poti. Doživel sem kar nekaj skupnih načrtovanj, razmišljanj, kako in kam usmeriti moči v iskanju novih poti naše mlade škofije. In vse to me navdaja z hvaležnostjo in pa tudi optimizmom, da se ne ustavljamo, da ne ostajamo na starih tirnicah, ampak da res iščemo nove. Tudi pod sedanjim škofom Maksimilijanom Matjažem še mogoče toliko bolj, zaradi njegove odprtosti, zaradi njegove
stalnega razmišljanja, kako približati sodobnemu človeku Boga, njegovo ljubezen. In sem vesel, da sem lahko njegov sodelavec in spremljevalec te poti. Pred mikrofon smo povabili murskosoboškega škofa, dr. Janeza Kozinca. Na celjsko škofijo ga vežejo lepi spomini, na slavnostni akademiji pa se je na odru pridružil tudi zboru. Ja, zdi se mi, da sem pravzaprav del tega, del ene take zgodovine, ne samo kot nekdo, ki je to do zunaj gledal, ampak zdaj, ko sem malo zunaj, pravzaprav vidim, da je moje srce nekje tukaj odživelo 50 let, tako da je res en lep občutek, gledati, kaj se je gradilo, se spominja tudi, ker so bili težki trenutki, ampak rodovitni, tako kot so že danes govorci povedali. Tako tudi srečati ljudi, s katerimi smo bili še kot najstniki skupaj, da smo skupaj prepevali zdaj v razširjeni zasedbi, ko vidim tudi gospoda Stresa, ki je bil tisti, ki me je sprejel v bogoslovje, njegovo, bi rekel, odprtost, velikodušnost, tako očetovsko širino, ki je pokazal takrat, pa ko sem gledal slike, ki so se tudi vrtele vzadaj na panoju. Ja, vidim, da smo se vsi postarali, ampak se mi zdi, da je to staranje bilo rodovitno. To, kar se mi zdi, da se je zdaj pokazalo po 20 letih, se nakazalo kot eno novo pot, se mi zdi, da smo se dobro starali, pa dobro vložili v svojo energijo. Navzoča je bila tudi sestra Mitka Kos, frančiškanka Marijina misijonarka, zelo dejavna v škofiji. Tukaj smo 4 ženske redovne skupnosti, ki živimo v škofiji Cevlje, in naši skupnosti smo še pri močeh, da lahko še pastoralno delujemo. Tako da ena sestra je trenutno na ljudskem misijonu v Trbovlju, jaz sem tukaj ta večer, bolj smo aktivne res, ena sestra dela na Karitasu, obiskuje te različne ustanove z duševno prizadetimi pa psihično bolnimi in tam organizira bogoslužja. Pa v župnijo smo vključene, tako da jaz sem tudi vključena na škofijski ravni v sinodalno skupino, kjer si res trudimo, da bi laike usposobili za to, da bi lahko res dejavno delovali v škofiji. Tako da smo ena velika družina, ki se imamo radi. Mitja Markovič, župnik župnije Šentjur, je povedal. Ja, tako kot smo nocoj še velikokrat slišali, 20 let ni neko tako obdobje v zgodovini cerkve, ne. Po drugi strani je pa fajn tole praznovati. Jaz sam osebno sem zelo hvaležen, da sem pristal v celjski škofiji. Jaz sem pristal tu, ne, v celjski škofiji. In glede na to, na pot, ki jo zdaj hodimo, na pot, ki ima vizijo, mi je res zelo dragoceno, da sem del tega. In se z veseljem angažiram, z veseljem dam tudi svoj čas za te, recimo, strukture ali pa delo škofije kot celota, jaz konkretno na področju kateheze, pa tudi sicer tako pri ustvarjanju škofijske vizije. In tako res mi je fajn, po eni strani to, ko gledamo to dolgo zgodovino do Celeje, ne, se pravi neke dolge korenine, po drugi strani pa imamo priložnost res v tem času pustiti en pečat, recimo, ali pa v tem času res prinašati Jezusa v tem našem področju. Hvaležen sem za to. Voditelj pastoralne službe Janko Rezar je izpostavil. Torej, nocojšnja akademija je bila del našega praznovanja 20-letnice škofije. Kakor je bilo omenjeno, je to prilika, da pogledamo malo nazaj, prehojeno pot od začetka škofije, se pravi izpred 20 let. Mene to spominja na začetek mojega duhovništva, približno sovpada z leti. Je to tudi prilika, da se zahvalimo za to, kar je bilo lepega in pogledamo naprej. No in naše obdobje, recimo zdaj sploh zadnje 4-5 let, od, po covidu in pa ob začetku sinode, v škofiji še posebej intenzivno tudi zaradi vizije. Se pravi, škofijska vizija in sinoda sta v bistvu sočasno začeli oblikovati naše smernice. In tako smo nekako prišli takrat do te vizije še pod vodjo, pod Sandijem Korenom, prejšnjim voditeljem pastoralne službe. V Svetem duhu se prepoznavamo kot učenci, pričevalci in tako naprej. No in se mi zdi, za naša naloga sem to spraviti čim bolj na teren, v župnije, v občestvo in tako. No. Imamo izziv, ker se duhovniške vrste starajo, rečijo,
po drugi strani nam pa to tudi nekako postavlja priložnost, kako je škof Stres v predavanju omenil, da iščemo druge načine, druge poti. No, in smo kar veseli, ko opažamo, da se v teh letih se je kar nekaj stvari pojavilo. Ne vem, v kar nekaj župnijah naše škofije so se pojavila alfa srečanja, družinska kateheza je kar prisotna. V zadnjem času so se skupince eklezije začele lepo prijemati. Se pravi, stvari, ki so nam le prej mogoče malo oddaljene, pa kjer gre za rast osebne vere, pa oblikovanje osebne vere, se nekako lepo prijemajo na terenu. No, in tega smo veseli, je pa to tudi pravzaprav naloga za naprej. Tudi ko oblikujemo sodelavce v sinodalnem duhu, nam to pomaga, da vemo, kak profil usmerjati ljudi, kje dajati poudarke, ne na množičnosti, številu in tako naprej, ampak bolj na to, da gojimo nekako pristno vero tam, kjer smo. Prvi censki škof, dr. Antone Stres, je še dodal. Prav gotovo, da je človek religiozno bitje in da sedanja klima, ki so jo ustvarili s tem, ko so skušali zadnje 100 let v kulturi razbiti vse, kar je veljalo kot nekaj zelo trdnega, kot nekaj, lahko rečemo, nepreklicnega. To so skušali na različne načine razbiti, če človek mora ustvarjati vse sam. Ta pa absolutna emancipacija od vsega, vsake danosti, to potem pusti človeka nujno zelo praznega, kajti človek se samega sebe naveliča. In to, kar človek samo ustvari, to navadno hitro mine. In zato pa seveda v kulturi iščemo vedno nove izraze, ker se pač enostavno nekatere stvari se naveličamo. In to ustvarja potem en dolg čas. In prav gotovo je, da tako kot tudi v medčloveških odnosih, drug človek, nekaj drugega, se pravi nekaj, kar nisem jaz, kar ne obvladam, kar ne kontroliram, kar nimam pod kontrolo, kot rečemo. To je tisto, kar na koncu, ki me še vedno vleče in kar me vedno znova vir nekih novih spoznanj, nekega novega napredovanja. In seveda v religioznosti je to še toliko bolj in zato prav gotovo, da religioznost bo v tej obliki vedno ostala. Seveda tisto, kar mine, kar pomeni sekularizacija, je neka določena samoumevnost. Preko prevladujoče kulture, civilizacije, zahodne kulture, krščanske kulture, ki je trajala od Konstantina, pa še malo pozneje, pa do 18. stoletja. Tega je seveda konec. To bomo sprejeti, ampak to ne pomeni konec krščanstva, to pomeni samo konec enega modela umeščenosti v družbo, nič več. So pa še drugi modeli in ti modeli so bili pred Konstantinom v rimskem cesarstvu, ti modeli so v misijonskih deželah, se pravi ni nobenega razloga za kakršnokoli jamranje ali pa več, zdaj pa je vsega konec, ampak treba je biti ustvarjalen in na osnovi novih dejstev ustvariti nekaj novega. Ne je čisto novega, saj se ne bomo zmišljevali krščanstvo na novo, ampak način, kako to živimo. Je pa neka druga reč, ki sem jo skušal malčkano omeniti v predavanju. Gremo proti neki prihodnosti, kjer bo človek zelo nadzorovan, še bolj kot je bil doslej. Se pravi, imeti pod kontrolo drugega človeka in sodobne tehnologije nam to omogočajo. In tu je človeško dostojanstvo zelo ogroženo. In tukaj bo zopet morala vera, se pravi religija, priznavanje neobvladljivega Boga in da ni vse obvladljivo, da se ne da vse načrtovati in da ni mogoče vsega nadzorovati in usmerjati in s tem živeti oziroma to zopet priznati, to pa je ravno naloga religioznosti. Škof Maksimilijan Matjaž pa je na koncu izrazil predvsem hvaležnost. Zato, da so se temu našemu vabilu res odzvali ljudje, ki so nekaj prispevali v teh 20 letih za življenje in vzpostavljanje naše škofije Celje. To je pravzaprav največje priznanje, da čutiš, da ljudje, tudi če nismo zdaj več tako povezani, ampak da se čutijo na nek način vendarle pripadni. Sem hvaležen, da so prišli ljudje tako iz kulturnega, političnega, vzgojnega področja, ker pravzaprav škofija je hotela s tem
s to javno prireditvijo tudi v občinskem javnem prostoru nekako stopiti na nek način tudi malo ven iz cerkvenih zidov, da se tukaj pokažemo kot tisti, ki želimo prispevati tudi svoj delež k razvoju te naše regije, našega mesta, pa tudi našega naroda. Spoštovani poslušalke in poslušalci, oddajo sva pripravila tonski mojster Franci Moder in novinarka Jasmina Bauman. Sledi večnosti.